Iz različnih neuspehov skozi življenje sem se vedno nekako poskušal ozreti nazaj in ugotoviti, kaj je šlo narobe, da bi lahko naslednjič to popravil. In ravno to je ta lekcija, ki sem se jo naučil, da te ne sme biti strah še enkrat ponavljati isto oziroma še enkrat poskušati isto stvar. Užival bi, to je en tak podaljšan dopust, mislim, da bi ga kar podobno izkoristil v naravi, s kolesom, obdan z ljudmi, za katerimi drugače zmanjka časa. In predvsem bi se probal napolniti z energijo za naslednje izzive. Predvsem bi spremenil to, kako mladi gledajo na svoje okolje in predvsem to, da bi jim na nek način poskušal prikazati, da če se aktivno vključijo v reševanje problemov, se da marsikaj rešiti, no, in ta optimizem se mi zdi, da tule malenkost manjka. Sigurno vojne, nekako nikoli ne zagovarjam vojaških konfliktov, mislim, da se da z dialogom in iskanjem nekih rešitev, skupnih dogovorov vedno najti pravo pot. Dizajn kot tak nikoli nisem gledal kot na nek preplet estetike ali umetnosti, ampak vedno kot v bistvu nek podaljšek prodaje oziroma nekaj, kar zagovarja znamko navzven, naredi bolj zapomljivo in na tak način tudi pripomore k sami prodaji. Kot oblikovalec se dostikrat srečaš s tem, da moraš svojo idejo prodati naročnikom, ne, in ravno tako pri vodenju moraš neke vizije svoji ekipi predstaviti na tak način, da jo kupijo nekako, no. In to je ta lekcija, ki sem se jo naučil, pa tudi ena stvar je pri oblikovanju, ki se jo naučiš, ki ni pomembna samo za vodenje, je sprejemanje kritike, da je ne jemlješ preveč osebno, ampak vidiš to kot priložnost za izboljšavo. Vzel bi ekipo 10 predanih začetnikov, ker mislim, da bi jih lahko usmeril, da se naučijo, in na koncu bi imel več ljudi, ki bi postali geniji. Tako da bi na dolgi rok bi imel potem 10 genijev, no.